CV. Torej, Slavc L. Kovačič v tokratnem CV intervjuju. Hello to everybody. To se pravi, zakaj imam L, ne? Ja, več je Slavcov Kovačiča, jaz verjetno, ne, na Facebooku. Krstno sem jaz Ladislav, ne? In ravno zaradi Sazasa in teh zadev takrat Sokoja, še prejšnjih cajtih, ker je v Mariboru tudi en Slavko Kovačič, ne? In tudi glasbenik. Ki je glasbenik tudi, ampak narodnjak. Sva mi dva od tega Sokoja dobivala malo križem te tantieme in njemu so poslali rockerji, pa kaj se vem. Jaz sem pa dobil mlinček na potočku, pa sem se odločil, da si bom dal ta L not vmes in od takrat dalje je to štimalo. Eden je bil bolj zadovoljen z izplačili. Ja, ne vem, no, ta izplačila so bila nekoč in še danes so zelo čudna zadeva. Ne, vedno so tu eni lobiji prisotni, ker se dosti denarja obrača in teda tudi danes to ne štima. Ne. Pa ja menim, da Slavc L. Kovačič ni zadovoljen z izplačili iz naslova avtorskih pravic. Niti slučajno, ne. Ker če bi imel zunaj 7 zlatih plošč, bi ene 3 generacije za mano še lahko v miru živele. Pri nas pa je to znanstvena fantastika, to ni nič. Dobro, zanimiv podatek. Za začetek. Za začetek. Greva mi, da mogoče po pravilih CV intervjuja vrniva se v tvoje otroštvo. Življenjski zgodbi. Življenjski zgodbi, vrniva se v tvoje otroštvo. Ja, torej najprej... Česa se najprej spomniš, oziroma kdaj si se uvedel? Tega, ko sem se rodil, se prav ne spomnim, čeprav se mi zdi, da sem neko svetlobo enkrat zagledal. Rodil sem se leta 50, 13. marca v Slovenski Bistrici, doma, ne v bolnici, takrat se še to doma počelo, ne. In potem sem tam tudi preživel svoje otroštvo. Del otroštva, tisti najbolj veseli del, pa je živel pri moji stari mami v Makolah, kjer sem res užival vedno, ne. Tudi kasneje, ko sem bil malo večji že. Moja stara mama je bila zakon in midva sva zelo dobro klapala skupaj, ne. V Slovenski Bistrici si iz mesta, kraja ali si mogoče iz dežele, si kmečki ali blokarski? Ne, z mesta. Moja mama je bila takrat ustanoviteljica internata vojnih sirot in tistih, ki so pač imeli doma preveč alkohola in tako naprej. Moj oče pa je bil pedagog, profesor biologije, kemije in tako da sem se rodil v mestu, samem mestu, Bistrica. Kar pa sploh ni pomembno, mene je vedno bolj na deželo vleklo. No, potem po tem mojem otroštvu so prišla najstniška leta, ne. Pustiva. Ostaniva še pri otroštvu. Še v otroštvu ostaneva? Ja, seveda. Ok. Vrtec takrat verjetno nisi hodil, vrtcev ni bilo. Ja, smo hodili že v vrtec tudi, ja. Je že bil vrtec. Spomnim se recimo, to so bili taki partizanski časi še v bistvu, spomnim se, da je enkrat iz Amerike hlače kratke, na katerih je bil fršlus in smo vsi tisti fršlus gledali, ker pri nas so bili samo gumi še takrat, ne. Ena taka. Ja, zelo zanimivo. No, v tem otroškem času, v bistvu v osnovni šoli, bom rekel, no, sem enega kolega imel, s katerim sva trenirala atletiko skupaj. Namreč iz Slovenske Bistrice je bil Bukovec, ki je bil takrat evropski prvak v metu kladiva in on je bil naš idol in vse dneve smo prečepeli na stadionu in ga gledali in potem smo si tudi sami delali kladiva, tako da smo nabrali svinec, smo ga doma na plati stopili v piksni od ameriškega sira, ki so ga Amerikanci takrat pošiljali, ker pač ni bilo hrane dovolj, ne, v tistem času. In potem smo razrezali tisto, ko se je pa ohlajalo, pa smo dali tisto žico nad z ročajem in potem smo si sami kladiva delali. No, v glavnem, to je bil ta čas tu do 15. leta nekje, ko sem jaz norel z atletiko, imel tudi kar rezultate, recimo bil sem tretji v metu
krogle, ženske krogle v Jugoslaviji, takrat na Mladinskem. Ampak takrat v tistem času, tam ko sem jaz bil 14,5 let približno star, so pricurljale iz Anglije vesti o Beatlih. Beatli so 62. naredili Love Me Do in že takrat smo nekako... Prva plošča, Beatlesov. Ja, ni prva, My Bonnie pa tiste so bile prej, ampak od te zasedbe originalne Beatlesovske je to prva. Prvi uradni singl. Je to prva plošča. No, v glavnem, takrat imeli mi pri nas cajtnge tovariš TT, novi tovariš Pavliha TT, to so se drli po cesti, oni, ko so cajtnge prodajali. Novi tovariš Pavliha TT, se oni drne, pa prodajo. No, v glavnem, tam v tistem TT-ju so bile te neke novičke not, kot neki rumeni tisk ali nekaj takega, ali pa novičke iz sveta. In tam sem jaz prvič videl Georgea in Lennona na sliki, sama sta bila na tisti sliki. Takrat si bil ti pri babici v Makolah. 14 let star. Točno pri babici v Makolah sem jaz to videl, ker je en imel naročen tam, ta TT, so imeli naročenega, ne, in ta njihov sin je to prinesel in jaz gledam to in vidim to. In tiste Beatles frizure in to mi je, takoj se je nekaj zgodilo v meni. Nisem še takrat sicer vedel prav kaj, ampak tudi v Makolah takrat se je pa tisti odločilni preklop zgodil. In sicer je bil tam en predstavnik vojske, ker tam vojašnic ni bilo, ampak so imeli tako po krajih, okrog so imeli posamezne vojake, ki so. No in v tisti naši hiši tam, ker je naša babica bila telefonistka oziroma poštarca, je spodaj, čisto v kleti spodaj bil ta vojak eden, ne. In on je vsako jutro prišel ven z zobno ščetko, z tisto pasto. Kak je že bila tista reklama na radio takrat? Za njegov zob je cimean, to je bila ena taka zobna pasta. Za njegov zob je cimean, ja. Jaz sem se potem kot Speedy Norca delal, za njegov zob je marcipan. No, v glavnem, tisti vojak si je vsako jutro tam, mislim, da 1 uro umival zobe, potem pa vzel kitaro in je začel peci tam zunaj, ker ni imel kaj druga delati, ne. Je sedel tam zunaj na enem kamnu, polno tiste paste je bilo tam okrog, vse penasto je bilo, on pa kitaro in ko je on igral pesem Oh Carol, je pa pri meni nastal preklop. In takrat sem jaz pustil atletiko, kot da bi pustil punco, ni več bilo, pardon. SI.TV. Ja, ta je preklopljen še, veš. Še preklopljen? Dobro, to je makina. Z naših cvetov. No, v glavnem, in potem vem, da je bilo tako, da sem jaz potem začel Radio Luksemburg poslušati, ker ta vojak mi tudi neke stvari tam očitno povedal, se prav ne spomnim kaj, ampak očitno sem začel takrat Radio Luksemburg poslušati, ne. To je pa izgledalo tako, da si imel en mali tranzistor, je bilo zanimivo, manjši je bil, boljše je vlekel, ne. Tak se nam je vse zdelo takrat, no. In potem si to obračal in ker so valovi odhajali, to je bil srednji val, to ni bil UKV, ne. To je bil srednji val in smo potem lovili tisto in si hodili iz sobe v sobo pod pošter, pod poslo, kaj sem kam, samo da si slišal, ne. In potem seveda tam sem čujel Beatle in vse to. In angleške lestvice. Ja, to veva. Greva še malo tu, ampak kje si ti bil takrat v osnovni šoli? To je bila osnovna šola, jaz sem bil takrat 14 let star. Ampak osnovno šolo nisi hodil v Slovenski Bistrici, potem si bil v Makolah? Ne, v Slovenski Bistrici sem hodil. Ne, v Makolah sem bil čez počitnice pa vsak vikend. Tako. Jaz sem imel eni mini bicikl, 14 km, zdravo mama, jaz sem tu, pa sem že šel. Ribe, džunglo smo imeli tam eno ob Dravini, eno tako območje je bilo neprehodno praktično. In tam smo imeli svoj raj, koče, not in Tarzani smo bili v glavnem. V osnovni šoli se spomniš še katerih sošolcev?
Ja, mi smo se celo dobili, mi smo jim celo špilali tam na tistem našem shodu, ker smo pač igrali to muziko, ki se je takrat poslušala. Tako da imam tudi kar dosti kontaktov, še z osnovnošolskimi pa z gimnazijskimi tudi imamo kar kontakte še, no. Oziroma se dobimo. Sicer pa imam kontakte s parimi samo, ne. Ja, super. Ja. No in pol je, se pravim, to je bil ta priklop boj in potem se je seveda začelo, v Mariboru so v domu, dom se je reklo v Gospodski, tam tisti trgovini, kjer so imeli že melodijne kitare, ne, in jaz sem takrat prodal Dom melodijne kitare, kje? Ja, dom, to je vis-a-vis melodije. Pol je bila melodija tam, kjer sem jaz bil tudi. V Gospodski? Je Gospodski, bila trgovina dom? Dom, ja. Tam je zdaj ne vem kaj zdaj tam. To je bilo glavne gor nad stropjo, spodaj so imeli hladilnike, pa kaj sem vem, bela tehnika in tako naprej. Se spomnim. Zgoraj pa so že imeli nekaj kitar, pa ne. Ja, je bila pa delno glasbena trgovina, pa pihala, so bila takrat dosti pihala, je bilo tamburice, pa kaj sem kaj vse, ne. No tam je Saks delal, ne. Saks je bil tam poslovodja takrat, ali je takrat kome delal, no. Glavnem, jaz sem prodal... Kdo pa je to Saks? Saks, ja. Kdo je to? Slavko. Rajh? Rajh, ja. Ja, on je tam delal. On je že bil takrat poslovodja? Trgovec, ja. V 65. Ne. Ne, takrat, ja, pa je že bil tam, ali je malo kasneje prišel, Mogoče je takrat bil kak vajenec, ali kaj takega tam, ne. Tega se zdaj ne spomnim, vem, da potem sem jaz dostikrat k njemu tja hodil, ne, kasneje. No, v glavnem, jaz sem prodal bicikl in sem šel kupiti kitaro, ne. In nisem prav vedel, kam jo naj šaltam. Ne, kupil si električno kitaro? Električno kitaro. Kar iz prve? Melodijeno, ja. No, oziroma tako je bilo, predtem je moj oče igral kitaro tudi, ne, in sem na tisto kitaro jaz najprej, ampak potem sem jaz imel seveda biti električne kitare, ne more jaz na neki akustičarki stari biti, ne. To je bil kar izdaten strošek za tiste čase, verjetno. Ja, to je bilo kar fajn je stalo. To si ti dosti dobro stoječe familije. Ja, bicikli sem prodal pa ono akustično. Kdo je to financiral? Ne, to sem jaz sam. Jaz sem bil strašno šparan in za določena dela sem kak drobiž dobil, pa stare mame, pa ono, pa rojstni dnevi, jaz sem to vse šparal vedno. Ne, nikoli nisem zapravljal, ne, in takrat je to prav prišlo, ne, in sem iz teh prihrankov in prodaje bicikla, pa tudi akustične kitare, tudi tisto sem prodal. Čeprav še imam zdaj tisto, ki je za njo prišla, akustično še zdaj imam, ne. Melodija kitare je bila votla ali je bila deska? Ne, deska je bila, deska. Deska? Rdeče-bela je bila, rdeče-bela pa taki rok je imela tu gor. Ja, no in samo to so bile napram pol onim Gibsonom pa temu, to so bile take kitare, ne, ampak dobro, za tisti začetek naš je bilo to super, ne. No in seveda, potem smo takoj naredili band, ne. Kam si je priključil, kam si je vštekal? Najprej sem hotel v štekdozo štekati, ker je imela 2 banani, tisti kabel je imel 2 banani, ne. Ampak potem se mi je vseeno malo čudno zdelo, pa sem pol šel na radio gledat zadaj, ne, in sem videl tam 2 luknjici. In sem mislil, to je to. In potem sem jaz odkril, da naš veliki UKV špila, če jaz to priklopim gor. Čisto zaresno? Ja, seveda. To si, ne vem, kako je to bilo narejeno, v glavnem, ko si ti štekal, se radio izklopil in je delovalo kot da bi priklopil, ne vem, za magnetofon je bilo to mišljeno, verjetno. In je to delalo, ne. In seveda, pol tisti UKV je bil z mano na vajah pa posod, ne. Tako da doma so se pol zadovoljili z enim manjšim radijom. Ampak to je bil tisti, ko še imel lučko tako gor, ko si postaje iskal, pa ko je lučka tako skupaj prišla, potem je bila postaja čista, ne, kao, ne. No, v glavnem, zdaj berem knjigo od Keith Richarda. Ja. In ravno sem na Facebook napisal, da je to neverjetno, kako podobno je naša zgodba tekla, ne. Oni so sicer potem v tistem kapitalističnem svetu malo drugače šli dalje, ne.
Ampak pri nas tudi ni bilo nobenih ovir, pa nič, tako kot se govori o o neki diktaturi, pa kaj jaz vem čem vse, mi smo bili totalno svobodni. Torej, pri tem ukvarjanju z rock'n'roll glasbo niste doživljali nekih pripovedi? Ne, sploh ne, nikoli. Ti nisi tega čutil? Nikoli, nikoli. Nikoli, tako da. To je verjetno edino Laibach bil tisti, ki je imel pač probleme s tem zaradi tega, pač, ker je to bilo tako podobno. Neki te. Ja. In ti si takrat pričel obiskovati gimnazijo? Ja, V tem obdobju, preden sem jaz začel obiskovati gimnazijo, smo mi že imeli bend. Ne? In sicer smo z mojim prijateljem Fredijem, ki smo bila nerazdružljiva, to je tak, ki je tudi prej atletiko pa to vse, smo bila nerazdružljiva, on je takoj tudi kitaro si kupil in sva že bila dva. No in potem smo ugotovili, da še rabimo pač koga, ne? In potem smo vzeli njegovega bratranca Krh, ki je imel veze pri pleh muziki in je dobil tisti bobn veliki, ne? In potem smo dali nekomu narediti pedal. Tako je. Toliko smo mi to vse preštudirali pa pogruntali, ne? In potem smo rabili še bas-kitarista, ne? Zdaj pa bas-kitare na začetku tako sploh nismo prav predstavili, oziroma videli smo že, ne? Ampak je potem kar navadno tisto akustično si najprej dal bas strune gor, ampak je potegnilo skup, ne? Tako da potem malo kasneje, pa potem smo imeli violin bas, to, ko je imel Paul McCartney, smo nekje z Nemčije, odkot smo jo dobili. In potem smo ustanovili ansambl Skati, ker je bilo pač to... Skauti? Skati. Skati? Skati. Kaj to Skati pomeni? je električna riba in tu smo našli tisto povezavo, ne, da je pač elektrika. Skati, aha, množina, ja. Mi dva smo tudi ribiča z onim Fredijem, ne, mi dva smo strašno rada ribe lovila stalno, ne. Pije vodo, ja. Ja. Električna riba, in je potem bilo to Skati, tako kar pravo ime, ne. električarji, ja. Ja, in zanimivo, ne, jaz se še zdaj večkrat sprašujem, kako smo mi v bistvu takrat prišli do tega, da smo mi po vsej Sloveniji nastopali okrog. Ne, mi smo bili Delavski dom Trbovlje, Delavski dom Velenje, Bertoki pri Kopru, ampak mi prevoza praktično nismo imeli, mi smo se z vlakom vozili na špile, ne, ali pa z avtobusom, ali pa, no, potem pozneje je en kolega imel kombi, ne. Tisti kolega potem tudi bobnar naš postavljen je potem pri Štajerskih 7 bobnar, Zlatko Magdič, ne. No, v glavnem, to so vrata, treba namazati. Ja, upajmo, da se ne sliši tako No, močno, fajn kot olje slišiva tako doma. midva. Ja. No, v glavnem, takrat je to potekalo, jaz sem zdaj potem enkrat našel doma tudi v eni arhivi moji ogromno telegramov. Mi smo s telegrami kontaktirali, delno s telefoni, ne, potem ko smo že doma stacionarne telefone imeli, ne. Ja. Predtem pa to vse preko telegramov šlo, niti ne preko pošte, ker je bila prepočasna, in telegrami so pa šibali sem pa tja. Ne? In plakate smo dali, ki smo si jih narisali najprej, ne? Smo dali na pošto in to je šlo. Tako da pošta je bila takrat veliko vlogo odigrala v teh kontaktih naših, ne? Seveda, telekomunikacije. Ja, seveda, ja. No, danes je malo drugače, ne, ampak še vedno neseš plakate na pošto, ne, če jih ne daš pač direktno nekomu, ne. Pa kaj je Skati, skupina Skati, kakšen je bil glasbeni program? Mi smo igrali izključno Repertoar? Beatle, nekaj Stonesov pa Kingse. To je bilo v glavnem, pa smo začeli kar neke svoje pesmi delati že. In mi smo potem tudi v klubu mladih nastopali, tu v Mariboru, ne. Ja, ampak kako ste do tega prišli? Ste imeli glasbeno izobrazbo, ste glasbeno šolo? Ja, jaz sem hodil v glasbeno šolo, jaz imam za harmoniko nižjo narejeno, pa tudi klavirju sem hodil en čas, ne. In takrat sem pač kitaro se naučil, to se čez noč naučiš, ko je sila, ne. Ja, moja hčera je to dokazala, ko so Gansi posneli Knock on the Heaven's Door, Dylana. Se je v eni noči naučila vse akorde iz nule.
Krvave prste je imela zjutraj, ampak ona je znala. Tako da to je moja hčera dokaz, da to gre v eni noči. No, v glavnem, mi smo kot skati potem kar nastopali tudi s takratnimi bendi, mariborskimi, Newcomsi, Kripsi. Krivci? Kripsi. Kripsi, aha, Kripsi. Krips. After Eight Ja, so bili malo kasneje, ampak oni so kot naši gosti že Bistrico prišli. Mi smo tam v Ajo kar pridno nastopali, skoraj vsak teden. Ne? V Miklavžu je bila ena taka dvorana, kjer se je tudi nastopalo. Ne? V Miklavžu se spomnim, da smo prišli, kako je ozvočenje izgledalo naše. Ne? Mi smo imeli eno tako postajo, najprej tak nič. Najprej smo v živo peli, na te radije pa smo imeli kitare priklopljene. Ne? Ni bilo na kaj peti, oziroma potem kasneje smo imeli en mikrofon od magnetofona. In smo z magnetofon dali na glas, da se je to slišalo, malo svetlje. No, kasneje smo se priklopili, recimo v dvorani smo pogruntali, da se lahko priklopimo na tiste zvočnike njihove, ki so jih ob strani, gor po steni imeli tam ob strani. Ugotovili, da tista naša centrala iz vojašnice, ki smo jo dobili, ki so jo oni odpisali, deluje na tisto, ne, in da lahko dva mikrofona gor priklopimo. No, in potem tako se to razvijalo, v glavnem. Bili smo v Miklavžu, smo nastopali in poznali smo se že s temi raznimi kitaristi in tako naprej. In bitnik Milan Trojner, ne, je prišel na naš nastop in je videl, na kaj špilamo na te radije, ne, je rekel, jaz pa sem pred kratkim dobil en Verstärker, kupil ga je. Ne. In je šel z avtobusom v Maribor in je šel nazaj na avtobus, domov peš, od tistega ga nesel na avtobus in je potem tako eholeto prinesel. Eholete? Verstärker, ja. Mislim, da je bila eholeta, ja. In potem smo mi to gledali, ker not je bil pa odmev. Bah. Kaj si ti nor? No, pol smo bili čist nori in smo seveda vsi šparali in potem smo si počasi te ojačevalce nabavili, ne. In da je bilo prav zanimivo, no, mislim, na kak način se je dalo nastopati. Takrat na magnetofon si v bistvu pel, ne, pa na to tisti mikrofon plastični. Kaj pa honorarji ste dobili takrat? Ja, smo dobivali honorarje, ja. Ja? Ja, to smo čisto dobivali, ja. Sicer to ni bilo ne vem kaj, ne, ampak je bilo, ker so stopnino pobirali, pa smo pol tisto stopnino dobili. Iz stopnine? Iz stopnine, ja, smo bili plačani, ja. Pa ni bilo tako davčnih blagajn pa tega. Ja. Tega sranja vsega. Pa administracije, pa javne uprave, milijon. No, v glavnem, kaj sem hotel zdaj dalje povedati? Ja, torej, to se je razvijalo in potem smo v bistvu nekako skozi celo gimnazijo, jaz sem hodil na drugo gimnazijo, potem pa Fredi tudi, ne, smo bila sošolca, midva smo vedno v zadnji klopi komponirala, pa si pela, tako da smo ne vem kolikokrat šla ven, smo morali iti ven, ne. Druga gimnazija, ne? Ja. Kdaj so se začeli ti koncerti oziroma plesi petkovi? Na drugi gimnaziji? Mislim, da smo kar mi bili tisti pobudniki, ko se je to začelo takrat, ne. To je bilo v letih 66, 67, 68, tu nekje? Ja, to je bilo, ja, jaz sem 68 maturiral, 68 sem maturiral. Takrat v tem cajtu je bil tudi Marko Brecl na gimnaziji, ne? Pa ja? Ja, Marko je bil, on je imel Bele črnce takrat. Band Beli črnci? Ja. Skupina? Skupina, ja, v bistvu bolj vokalna skupina to bila, ne? Oni so peli bolj, ne, tako kot New Swing Quartet potem kasneje, ne? A pevska skupina so? To je bila pevska skupina, ja. A res? Beli črnci, ja. A je že bil takrat tako od negde, pa tudi oče njegov. Radikalen v odnosih? Ja, pa tudi oče njegov je bil odštekan. On je mene fiziko učil. Aha, ali astronomijo. Ne vem, fiziko ali astronomijo. V glavnem, on je prišel v razred, se je v tablo tako butno, pa rekel, pardon, tabla. Tako da tudi oče je bil odštekan od začetka, ne. Ampak fajn človek, super, pa Marko tudi super, ne. Smo se zelo družili, pa tako. Do ideje, da bi pa skupaj nastopali, igrali? Ne, smo imeli različne špure smo imeli, ne, on je imel bolj to črnsko varianto, ne. A res? Ja, on je imel bolj črnsko varianto. Tako kot berem jaz pri Stonesih, recimo, ne, oni so tudi v bistvu blues, pa to, oni so to z Amerike pobrali, ne.
ravno tak je bil, Marko je bil bolj v to smer, mi smo bili pa bolj v Beatle, pa ta pop, ne? Ta pop nas je pač potegnil. Ta delitev je že takrat začela, se v bistvu z Beatli in Rolling Stonesi so bolj... To tak ali tak. Ja. Moja sestra je recimo pošiljala Stonesom smrtne glave narisane, pa kaj sem, ne. To je bilo takrat tak, ne. Čeprav vidim zdaj, ko berem te knjige od Beatlov pa od Stonesov, oni so se v bistvu družili, tako kot se mi muzikanti tu družimo, ne. Ja, oni so se družili in tudi so si marsikaj povedali, pa tudi napisali kako pesem, pa kaj, križ kraš, ne. Ja. No, se pri nas ni bilo nič več, sem tudi za Gugu, recimo, pa za Agropop sem tudi pisal, ne. Ja, seveda. Teda, to je bilo, se pravi, zelo primerljivo, je, tisto njihovo v Angliji tam in tu pri nas v Jugoslaviji. No, v glavnem, to je trajalo nekje do konca gimnazije. Skati. Skati, ja. In ste na gimnaziji ste nastopali, kdaj? Na gimnaziji smo nastopali, ja. Takrat smo nastopali, predvsem mi smo bili bolj gimnazijski bendi, ne. Takrat so tudi Čudežna polja tam nastopala že, ne. A res? Ja, ampak Fields of Wonder, ja. Ampak čisto v drugi neki zasedbi, ne. Rodi pa Elvič sta bila, ne. A res? Ja. A še mogoče se spomniš še katerih drugih bendov iz tistega obdobja gimnazijskega? No, v Mariboru je bilo dosti bendov takrat že, ne. Z gimnazije, Mariboru oziroma... Gimnazije pa je bil še en bend je bil, samo se zdaj ne spomnim, kako se je imenoval. Torej, to je bilo v bistvu... Še en bend, 3 bendi smo bili, ne, na gimnaziji takrat. O teh številkah govorimo, kakih 3 bendi v tistem... 3 bendi smo bili, ja. Ja. Bil je še en, ko je... Torej, Beli črnci, Breslevi, Skati, Čudežna polja občasno, ne? Ja. Pa mogoče še kdo. Ja, no pa še en bend je bil, ja. Še en bend je bil. Iz tistega benda so pol nastali Homemakersi, meni se zdi. Tako. Mislim, da z tistega benda, ne. Torej, zelo ozka scena, ne? Ampak poslušalcev pa je verjetno... To je bilo polno takrat, vedno. To je bilo polno, ja. Ja, teda to je bilo, jaz vem, da smo tam špilali Hard Day's Night, potem jaz skozi hotel igrati tisto, ko je tudi zdaj v mojem show programu Od Beatlesov do penzije igram. To je Hey, You Gotta Hide Your Love Away od Johna Lennona iz filma Help, ne. In pa te Kingse smo igrali obvezno, Sunny Afternoon, pa Painted Black od Stonesov, ne. Drugače pa v glavnem pa od Beatlov štikle smo špilali, ne. Tisti, kako je že naslov? Close Your Eyes. Ja, kako ti je v šoli šlo ocene? Šlo je skozi. Šlo je skozi, ja, to je bilo najbolj važno. Glasba ni čisto zmotila učnega procesa. Pa česa podobnega, ampak duša bila pa že takrat totalno v glasbi, ne, in je tak še do danes, ne. Še katerih drugih se spomniš sošolcev, ki so na drugih področjih mogoče uspeli? Ja, no, mi smo imeli 3 matematike v razredu, to je bil od slavistke Gaborovičeve sin Svitan, ki je bil praktično evropski prvak v matematiki. Potem smo imeli še enega, Mirko Štrubl, ki je bil tudi tak podoben, pa Franci Pušnik, 3 smo imeli mi. 3 genialce, ne, kar se tega tiče. Drugače pa Andrej Hazabend je bil moj sošolec, to je bil kasneje direktor NKVN. Ja, smo se ravno pred 2 dnevi srečala. Jožef Jerovšek je bil moj sošolec. Jožef Jerovšek, SDS. Ja. Potem še kar nekaj je takih, no, ki so kar potem tu v banki pa kaj sem kje. Mogoče še Alenka Žagar, ki je za županjo ljubljansko kandidirala tudi. No, ne bom zdaj našteval sošolcev. Ja, saj, lahko. Če sem koga spustil, ne bi. Je zanimivo, ja, seveda, koga spustimo vedno pri takšnem naštevanju. Aha, ja, dobro. Gimnazija se počasi... Ja, potem pa so se začeli ti koncerti. Bili so takrat v Mariboru korali že, ne.
potem so prišli mladi iz Nemčije, so imeli v hali C in jaz sem vedno imel probleme doma. Ne? Zaradi pozne ure. Vedno so me, ja, pozne ure, pa ni bilo avtobusa do Bistrice več nazaj, ne. Ker je v pol 11 šel zadnji, ti koncerti pa so seveda tam do 12 vsaj trajali do enih. Do pol 11 so šli zadnji avtobusi iz mesta. So šli iz mesta zadnji avtobusi, ja. In ne enkrat, večkrat smo šli peš iz Maribora v Bistrico. Ne, resno? Ja, enkrat sem imel eno sukno, neko novo, en džeket taki. In je deževalo in je tisto barvo spustilo in sem prišel totalno črn domov. Teda takrat sem pa jaz bil beli črnc. No, v glavnem... Koliko kilometrov je iz Maribora, iz centra? 24. 24, ja. No, potem pa ena varianta pa bila tudi, če smo dobili, včasih smo dobili tisti delavski vlak, ko je šel ob Trehah, da je že šel z Maribora nekam. Ja, seveda. Ja, in smo potem v Pragerskem izstopili in smo šli pač z Pragerskega peš v Bistrico. Tako da tudi to je bila ena varianta, ampak jaz sem imel tega hitro poln kufer in ko sem bil 18 let star, sem jaz doma rekel, fajn se mete. 18? Ja, pri 18 nismo se skregali. Ja. Čeprav so bili proti temu, da jaz zdaj grem na svoje, ne. Ampak jaz sem rekel, jaz bom od muzike živel, jaz bom študiral, vse sem študiral, ni bil problem, ampak vedno v prvem planu muzika. Torej prav ta namen si imel si v sebi začrtano eno hotenje, kaj boš počel? Jaz sem imel to cilj, to je to, kot ta knjiga Secret piše, ko delaš na tem, ko razmišljaš o tem, ko ti je to cilj, ko boš to dosegel, ne? In to tako očitno je. No, v glavnem, jaz sem takrat poznal vse te mariborske muzikante, ne? Med njimi je bil tudi Bogdan Reichenberg, arhitekt, ne? In z Bogdanom smo bila midva tak, ne? In on je bas kitaro igral, ne? In sem se jaz menil, da bom jaz prišel k njemu stanovat, v Brezju doli. Ja, res? A res? Sem bil njegov podnajemnik tam in midva smo cele dneve igrala in tako naprej. Bogdan je imel prej tudi en band, ali si ti bil v tistem bandu potem? Ne, on je imel band, mi smo hoteli nek band delati, ampak tisto nekako ni. Kako se je imenoval njegov band? Ker mi je enkrat govoril, da mi je povedal, da so tudi posneli koncert, da je Televizija Slovenija posnela 66. ali 68. en koncert. Možno. V klubu mladih. Ja, možno, ne bi vedel. Tega ne bi vedel, kako se je njegov band imenoval. Glavno, mi dva smo kar tako špilala, si tako doma pri njem, pa tako, pa imeli smo neke načrte stalno, ne. Teh načrtov ni bilo ne konca, ne kraja, ne. No, ampak mene je takrat pač strašno v rokerske vode začelo vleči, ne. Ti rock bandi, Deep Purple so prihajali in tako naprej, ne. Bolj hard rockerske vode, bi rekli. Ja, za tiste čase je bil to hard rock, v bistvu pa je to taki komercialni rock, ne. V bistvu je pop rock. In me je potem zelo v to smer začelo vleči, da tisti skati smo razpadli takrat pol, ne, ker smo pač vsak na svoj konc šli tudi, ne, ker je bilo konc srednje šole in eden se je zaposlil tam v Impolu, pa enemu več ni bilo, pa tako. Mislim, v glavnem, bendi smo takrat nastajali pa razpadali, ne. No in takrat sem jaz potem prišel v stik z mariborsko sceno Fejst, ne. In ker so vsi vedeli, da sem pevec, ne, da sem pač dobro imitiral Lenona, mene recimo Otto Pestner, me Lenon vedno kliče, ne kliče me Slavco, ne. Od tistega projekta dalje, ko smo ga kasneje skupaj delali. Lenon. No, sem bil pa še boljši imitator Ian Gillana, ne, od Deep Purple, ne. In jaz sem bil takrat tako nor, da sem šel s štopom v London na koncert njihov, pa in sem tam tudi bil in sem bil pod odrom in ko on ni mogel Child in Time zapeti, sem mu jaz se spode drtal. Kaj? Kdaj, katerega leta to? To je bilo malo kasneje, to je bilo leta 72. 72? Tottenham v teatru. V glavnem, Rainbow Theatre je bil to, ja.
To tudi takrat sem prvič na enem takem koncertu bil, da nisem ust zaprl nazaj, ne? Ker je bila taka scena narejena. No, v glavnem, vse predtem so že v Tivoli, je naš Sabol mariborski je marsikaj pripeljal, ne? So bili Queeni že tu takrat, pa nazaj smo Brian tu. Auger, Ja. marsikaj je bilo tu, no? Iz Anglije, tudi v Mariboru Sandra and the Web. V glavnem, Sabol je bil tisti človek, ki je neko navezo naredil takrat z Anglijo pa Slovenijo, ne, Jugoslavijo. Ne, On je bil predvsem pa z legendarni, Mariborom. legendarni menedžer in Ja, legendarni menedžer. marsikoga pripeljal v Maribor, ki je v Halo C, ne, in potem v Halo Tivoli in Ja, potem on. kasneje tudi po celi Jugoslaviji. Ja, seveda. Vsa velika imena, ne. Vsa velika imena, tudi Michael Jackson je hotel, pa ni šlo takrat. To pa je v bistvu konec, žalostni konec njegove kariere. Ne. Michael Jackson Ja. na mariborskem Ni še bil letališču. takrat konec, ne, ampak takrat je zelo popušil, ko rečem. Ja. Michael Jackson je nameraval organizirati v 90-ih, v začetku 90-ih na 96. mariborskem letališču. Ne. 96. 96, aha. Ne, 96 bi bil v Ljubljani koncert. 96 bi bil v Ljubljani takrat koncert. Dobro. Pa ko ni šlo, ne. Sva še vedno na koncu 60-ih, ne? Ja, Ti prideš v Maribor? Konec 60-ih, ja, in ustanovimo skupaj z Francem Lorberom, Kopeckim, danes profesorjem na Pedagoški akademiji, ali kak je že danes to. Pa z Lonetom, odličnim kitaristom, ki pa je bil tako skromen, da nihče ni vedel za njega prav. Lon, ne? Kitarist? Lonček smo upravili. Leon je bil, ne? Smo Lonček upravili. Priimek, se spomniš? Boštele Leon. Ne, on je bil sicer direktor potem tu v toti firmi, kak je že, Boris Kidrič. Boris Kidrič je bil direktor. Kot kitarist pa je bil skromen, mogoče ne samo zavesten. In takrat, ko smo mi nehali igrati, mi smo igrali 2 leti pa pol menda, ko smo mi nehali, on nehal in nikoli ni več igral. A, tako. Kasneje, ja. Ampak je bil pa odličen kitarist. On je skinal Deep Purple v nulo. Neverjetno. Kako se je imenoval ta band? Mi smo bili pa Gift. Gift. Takrat sta v Mariboru 2 benda bila, Gift pa LSD. A ti si bil Gift? Jaz sem bil Gift, ja. Pa Gift je še kasneje, potem v 70-ih brez Jaz sem bil pa Alarm. Pri Alarmih sem jaz bil tudi, ne? Ja, To so Gift kot strup, Gift. Ja. Ja. Gift je bil strup, ja. Kot Gift, ne kot darilo. Ta band pa nismo zajeli v raziskavo v 60-ih, to je za mene zdaj novo. Ja, Novo ime. To so 70-ta, v bistvu. Aha. Leta 70 smo mi nastali, Ok. pa smo bili tam do oktobra 72. Gift. Takrat, ko smo... Ja. A so ostale kakšni posnetki, moče demo posnetke, karkoli? Nič. Je pa v Stopu smo imeli neke članke, Hofstetter ima dosti naših fotk, ker nas je slikal. Ene slike so, pa menda sem jaz neke slike dal takrat. Meni se zdi, da sem dal. Ne vem, ni važno. Takrat, ko smo organizirali Yesterday drugič, ne? Ja, ne, takrat mi nisem, ker Franc je že mrtev bil, ne? Lorber je umrl. Bobnarja ni tu več. Tako da mi nismo mogli, jaz bi takrat to sforsiral, ja. Ker to je bil pa band, ki je recimo Kopecki, Ivo Kopecki, ne? On je znan človek, ne? Je takrat že imel narejeno diplomo na konzervatoriju iz klavirja in iz kompozicije, 2 diplomi je že imel, takrat narejeni. In ko smo mi igrali, mi smo igrali tudi skladbe Emerson, Lake and Palmer. Nihče ni znal špilati, ni bilo šans. In on si je sestavil sam tromanualne orgle, smo iz Nemčije naročili in smo jih prešvercali dol, po kosih v Fičeku. On si je to vse doma sam sestavil zlato in tiste orgle so v nulo delale. In ko smo mi šli z odra, je on dalje Baha špilal v pauzi pa. Je bil neviđen. Torej med klasiko in progresivo je bil Gift že... Ja, on je bil
Emerson, Lake and Palmer v bistvu. Okay. Ta stil, točno ta stil, ne. V bistvu rockerska klasika, ne. In no, takrat smo mi dosti igrali okrog, kot Gifti smo zelo dosti igrali okrog. In jaz se spomnim, jaz sem pel Deep Purple in Rock je takrat išla, ne. 71 je Deep Purple in Rock išla in potem smo igrali celo plato, od Speed Kinga, celo plato zapored. Takrat sem jaz imel tudi prvi nastop na televiziji. Res. Ja, v klubu mladih v današnjem Dancingu v Astoriji. So prišli mladim snemati oddajo. Mladim, ja. Legendarna oddaja 15 minut do 7 Ja. na TV Slovenija. TV Slovenija, ja. No, tam sem jaz pel Into the Fire od... Na TV Ljubljana, pravzaprav. Ne? Ja. Takrat je TV Ljubljana imela samo en program še. Ne? Ja. No, takrat sem jaz glavnem pel od Deep Purple Into the Fire. Kaj pa lastne pesmi ste že komponirali? Ne, Pri Giftih? takrat Pri ni bilo Giftih še ne? interesa. Ne, takrat ni bilo interesa, mi smo samo žgali te rockerske zadeve. In potem pa je ta band razpadel. Pač to so bili razni vzroki vedno. In smo pol probali neki country band najprej narediti, s Francijom smo naredila en band, ko sta bili dve punci sta peli, pa midva smo bila, en taki kantrijaški band je bil, ne. Abo smo tudi malo igrali, ampak niti do nastopa ni prišlo, ne. Smo se pa imenovali Rondo. Rondo, glasbeni izraz, ne. Ja. Drugače pa, ampak meni to niti ni najbolj ležalo, ampak kljub temu smo pač, ne. Nekaj. No in potem se je pa stvar razvijala dalje, potem so se ustanavljali pač ti bendi sem in tja, v Mariboru je kar nekaj teh bendov. Ti študiral si vmes kaj ali si se Ja, pisal? sem študiral, ja. Pisal si se na faks? Čeprav sem bil Nemčija, London, ne. Na kateri faks? Jaz sem vekš malo delal en čas, ne. V redu? Potem, ko sem prišel nazaj, enkrat sem vpis zamudil, pa je bil vpis možen še samo na pedagoški, pa sem se zgodovino zemljepis vpisal in sem na tem pol tudi ostal, ker zgodovina mene zanima, ne, tudi ne ta samo uradna zgodovina, ampak tudi ona zgodovina, tista verjetno malo bolj prava, ne. In sem pol dosti tega raziskoval tudi, pa moj sin recimo je danes to genialec, on sumerske klinopise čita, ne, in tako da imamo to eno špuro, zgleda v genih. Ampak študija potem si končal? Jaz sem študiral pol, ja, počasi, lepo, da ni bilo prehitro, ne. Ja. In si končal študij potem? Diplome nisem naredil, ker nisem hotel enega izpita delati iz inata. Nisem hotel delati, ampak vse čisto vseeno. No, jaz sem potem kot pedagoški delavec zgodovino pa zemljepis poučeval. A res? 4 leta. A res? In kje? Ja, začel sem na Max Dorjava, Mariboru. Pa ker nisem imel končano, sem določen čas dobival in sem potem bil v Miklavžu še, pa v Račah. Ne? Potem pa sem bil v prevzgojnem zavodu 3 leta vzgojitelj. In potem, to je bilo pa moje v bistvu službovanje končano, oziroma potem kasneje sem še v Melodiji v trgovini delal leto pa pol, ker je pač iz faha bila, ne, trgovina. Glasbena trgovina, Ja, glasbena trgovina. Na Gosposki. Ja. Legendarna glasbena trgovina. Ja, tisto sem jaz kar legendarno naredil s promocijami, pa s tem, kaj smo delali tam. No, v glavnem... Smo leta 72, ne? Gift se končal, potem je bil Gift ta se country končal. band. Country band. Tisti country band, potem smo imeli še en band nekaj, ampak nič ni bilo to To je pravo. vse leta No, 72, nekje 72. Ja, to se še tu dogaja. Pred 72, 71, 72. Gift je bil malo prej fertik, jaz sem se malo zmotil prej. Gift je bil konč Ja, 60. mislim, da je 69 nastal, pa 70 končal. Tako. Oziroma 71 je končal. 71, ja. In v tistem času je bil pa, smo pa delali neke, bi imeli mi neke super bende, pa kaj se vem, in to je bilo raznih kombinacij, takrat v tistem času še pa še, ne. Mene so vsi hoteli, ker sem pač bil pevec, taki kot sem bil, ne.
In ker so recimo Chilling Time so iz cele juge hodili gor nastopati, pa ker je to bil pač totalni hit, so vsi hoteli to pet, ampak niti en ne bi mogel tega pet. Jaz pa sem to lahko tako zapel, ne. In ta falzet, ne. In še danes to lahko, ne. In vem, da smo na to pesem tudi kasneje največ stringerta dobili od enega Nemca, ki je na morju vsak večer prišel pa vrgel pred Chilling Time, ne. To, kaj me v žepu je vrgel tja na vodo. Ja, to je 14 dni bil tam, 14 dni je tako bilo. No, v glavnem, potem se je pa začel ustvarjati en band, Alarm, ki je imel tudi menadžerja, ja, Zvoneta, ne. Kdo je bil menedžer? Zvone, Kurbus. Aha, Zvone, seveda. Ja. Zvone, ki je v tistem času tukaj že v teh vodah se gibal, ne? Ampak on kot menadžer, ne. In Raki, z Rakijem ste začela? Raki, rekli smo, naredimo en resen band, ne. In potem je prišel Zdenac, ne, z Zdenacom pa smo midva tak ali tak frenda že od Evik, ne. Midva smo bila prava taka rockerska pevca, ne, mariborska. No in ja, smo rekla Zdenacu, daj gremo, to bi lahko bilo dobro, ne. Zdenac klaviature, jaz sem pol sam pel. Raki je takrat že slovel kot dober solo kitarist. Raki je bil multiinstrumentalist v bistvu, ne. On karkoli je prijel je špilal, ne. On je bil naturtalent, kot rečemo pri nas na Štajerskem. Rado Urbančič, ne? Ja, ki je lani umrl, ne, ali letos celo. No, kar nekaj teh naših iz tistih časov več ni, ne. Tudi Rojs, recimo Franc Rojs, ja. ki je bil za vse muzikante majka, ko je komu kaj crknilo, ne. Rojs bo popravil in Franca vse popravil, ne. Ja. Ja. In potem Habana tudi ni več, ne. Ja. Haban je bil tudi glavni Newcomes pevec, kasneje tudi ta... Bobnar, pevec. Ja, vse, bas kitarist, vse. In kako ste se z Rakijem razumela? Je to klapalo? Mi smo se družili, mi smo se dnevno družili, ne. Mi smo se družili v mestu, to je bila tista klasična špura zvečer, ne. Bruc, potem Emona, dokler ni bilo Bruca, je bila sama Emona, ne. Ja. Emona pa potem Orlič, ne. Orlič. Vmes pa Partizanska, Gosposka. A to je bila vaša špura? Riva, to je bila špura, ja. Orlič, ne, pa Emona, pa Bruc. Ja. Emona spodaj, ja. Se pravim, potem pa Bruca so naredili tam, ker smo pač študenti bili, pa smo se Bruco pač dosti zadrževali, ne. Ampak proti večeru smo se premaknili v Orliča, oziroma v Emono, pa v Orliča. To je bila ta špura in to je bilo to druženje naše, ne. In seveda, potem tudi, ko smo se dobivali v klubu mladih, pa v Hali C, pa to smo se družili, to so bile debate sem tja. Pravim, berem Stonese in je bilo čisto isto, čisto isto je bilo, no, mislim, identičen razvoj smo imeli, oni pač par let prej, ne. In kako je potem pri Alarmu potekal proces, ustvarjalni proces, vaje, nastopi? Pri Alarmu je dokaj organizirano vse skupaj izgledalo, ne. Takrat smo tudi prvi štikl posneli, Oh Boy, menda, ne. Lastni kvot? To je na Boom festivalovi plošči je ta pesem, ja. In takrat smo potem imeli tudi take nastope, tiste, Lazarevič je organiziral Boom festivale, ne. In nas je zraven povabil takrat in smo bili v Ljubljani, kjer so kot gostje nastopili Equalsi, ne. In je potem Domicil napisal drugi dan v Stop, ko je nas slišal, je rekel, da imamo doma tako kvalitetne bende, ko se sploh ne zavedamo in nam ni treba tega angleškega gnoja sem kidati. To je v Stopu pisal Domicil takrat, se spomnim. Domicil je vedno znal zelo taktično napisati. No, on je bil ta gor, ne, on je bil v Londonu, ne, na BBC-ju, slovenski BBC. Takrat še ni bil v Londonu, ko je to napisal? Ne, ampak hitro po tistem pa. Hitro po tistem, ja, ne, on je bil že, čakaj.
Zelo hitro po tistem, ja. Ja. Ne, ker sem jaz hodil gor, pa vem, pa smo se, ne. Me je tudi vabo pridi k meni, ono sem tja. Ja. Glavnem, novo kamero so postavili, ta zvok je nova kamera. Ja, bila. vprašanje je, če poslušalci oziroma gledalci to slišijo. Zdaj še moram se tak na to stran malo lepše držati. Ampak alarm pomeni velike odre, ne? Ja, Organizirani to so dve nastopi, veliki odri, ja. menedžerji, Ja, je mediji. Pa, ja, je pa pol bilo tako, da sem jaz od tega alarma odstopil, potem pa tudi Zdenac odstopil, zaradi tega, ker je prišlo do nekih prisil tam. Prisile glede. Bilo je treba igrati v Kranjsko Goro za Novo leto. En hotel. Za Silvestrovo. Ja. Ja. In je tisti basist, ki je bil takrat, to je bil en Panjc. Kako? Panjc. Panjc. Ja. Mariborčan? Ja, ampak on je bil tudi taka instant varianta. Par let pa fertik, pa nikoli več. Aha. Ne? On je bil, pač sta bila z Rakijem kolega, oziroma v prejšnjem bendu, Her so že bili skupne. In so se pol neke stvari začele dogajati, take, da nama ni bilo. Mi dva smo vseeno imela en taki nivo, drugi, ne, smo bila navajena enega drugega nivoja. In tako da so oni potem, alarm je laufal dalje, ne, da so alarm pač še ene 2 leti še menda pol bil. No, mi dva smo namreč v tistem času tudi so naju dvorili iz Čudežnih polj, ne. Da smo vedeli, Čudežna polja so komercialni bend, mi smo rockeri, ne. A so že takrat bili tretirani kot komercialni bend? Oni? Ja. Totalno. Ja? Totalno, ja. To se je strogo ločilo, rock pa komerciala. A je? Rock, komerciala. Ja, si bil tu ali tam? Ne? Čudežne polja so... Prav reklo se je, komerciala smo rekli. Čudežne polja so sporedno obstajala, torej. Ja, Čudežna polja so sporedno obstajala, ja. Elvič pa... Pa Rudi, pa pol je prišel Bobnar, Modrijan. Ja, ampak to je bilo že tik pred zdajci, tik preden smo mi začeli pol. Ja, katerega leta si se ti pridružil? Leta 72 smo tisto rušado delali takrat, ja. Leta 72. Karba še To pa takrat ni se je bil. dogajalo leta 72, to te alarmi pa ta razpad, pa to je bilo v začetku leta, ja. Ker vem, da ti Bum festivali so bili po zimi. Tako da, ja. Ne, Karba še ni bil tu v tej zgodbi takrat. No, v glavnem, Rudi, ki je bil tak zelo komercialist močen, ne. Podjeten, ja. Ja, Človek še zdaj ima svoje podjetje, ne? Ja, seveda, ja, logično. Ja. No, on je prišel k meni, ne prvič, 10. menda, ne, pa daj, no, pa pri. Pa jaz ne. Je bilo pa tako, oni so prišli z morja, celi rjavi, veseli, ne. Fajn so se imeli, polni zgodbic tam pri onem gradu smo sedeli, tam je bila takrat tista kavarna velika, ne, Kostanji, pa spodaj stoli, tam smo se vsi dobivali, ne. Pri gradu? Ja, poletje je bilo to, ne, pozimi so bile pa ona špora. Poletje pa smo bili obvezno tam pri gradu, ne. Tam so pili najlon, ne. Najlon, to je bil taki mali štamperli slivke, pa ena kapljica malinovca not. To je bil najlon. To se je pilo na veliko, ne. Jaz sicer nekaj mi ni bilo všeč, ampak tu pa probal, pa sem normalno. Ja, no, v glavnem, tam pri gradu se je to v bistvu vse skupaj dogajalo, ne. In jaz sem se z Lorbenom Francom družil skozi, ki je imel tu, ki je bil doma tu nad hranilnico, to se pravi od grada 20 metrov, ne. Ja. In smo laufali gor pa dol, pa v kleti smo imeli inštrumente dol pa tak. In no, pa seveda Zdenac tudi tam in naju nagovarjajo, v glavnem, Rudi predvsem je
skakal okrog na cecet, ne. Zdaj še pa smo rokavice. Ja. Ja. Sej, to je v bistvu bila ena izmed najboljših odločitev, ne, Rudi je vedel, ne, kaj Ja, dela, kaj on je dela. vedel, kaj rabi, ne. Ja, On je vedel, kaj bendo rabi, Ja, ne. ja, ja. No in potem je bilo pa tako, da midva še vseeno nismo hotela, niti on, niti jaz, ne. Midva smo rockera, midva to ne bomo, ne. Ja, ja. Ampak potem malo pa sva že začela na ono stran, se je tehtnica prevesla, ne. Malo pa bi, ker oni so polni denarja nazaj prišli, pa fajn so se imeli, mislim, nič ni bilo narobe, ne, v bistvu, ne. Ja, seveda. Špilali pa so tudi take rokojske stikle, neke tudi so špilali, ne. Ampak solze so pa že izdali predtem. Ne, Ne? ne. Singlico solze. Bomo vse povedali. Ja. No, v glavnem, ne, takrat niso nič izdali oni, ki pa. Ne, mi smo se celo smejali, ker so po akordih že tem špilali na gimnaziji takrat, pa tako da. Ja, ja. Ja, ampak dobro, no. Ne, samo takrat so že nekaj špilali. Ne. So že Lahko bi rekli, na morju igrali, oni so v Portorožu igrali, takrat je bil prvi špil njihov na morju, ne. Harmonija je že laufala, takrat Mariboru glasbeno društvo. Posredovalnica, ne, ki je profesionalne glasbenike posredovala hotelom in pa... Pa Slovenija koncert je bil takrat, za katerega je Gržina Zdravko delal v Mariboru, ne. In tada smo teh špilarije, pa tega kar se je razširilo, to fest. Pa še Lira v Čakovcu je bila zelo močna, ne. Nekateri so pač bolje ali pa slabše vplačevali leta za penzijo, ne. Socialni transferi so bili pri nekaterih. Ja. Če si bil profi, ja. Ja, seveda, so zgodbe od Lire, ne, da nekateri niso dobili po 10 let. Jaz sem takrat status študenta še skozi, to nisem. No, v glavnem, pol pa je Rudi to naredil, ne, eno marketinško potezo je naredil, ne. Je meni rekel, veš kaj je? Je rekel, Zdenac je rekel, da gre, če ti greš. Bravo. Politika. Ja. Malo me čudilo, pa sem... Njemu pa je rekel... Če gre Zdenac, čakaj, bom videl, jaz ne vem. Njemu pa je rekel obratno. Njemu pa je rekel obratno, pa smo oba rekla ja, ne. Pa smo se dobili na vajah. To pa je bilo oktobra 72, ne. Aha, super. Oktobra 72. In takrat so neke rušade padle, takoj sve, ne. Na vajah so se dobili kdo? Dobili smo se na vajah in sicer pri bobnarju, ki je takrat že z njimi bil, ampak ni hotel biti, je nekaj okrog mene skakal, da bi on neki rockerski band imel, to je Modrijan Andrej bil, ampak smo pol vseeno, ko se to tako nekako vse skupaj poklopilo, ne, smo potem naredili, smo se dobili tam v kleti in pri bobnarju, ne, in smo bili Zdenac, Rudi, jaz, pa Modrijan, ne. Pa Elvič. Pa Elvič, ja. Ne? In kaj bo zdaj? Bas kitarista ni, ne? Pa se ne bom jaz bas špilal, ne? In takrat sem jaz bas začel špilat, ne? In sem neko desko nekje dobo, tako bas kitaro, še en navijalec strt imela smo s kleščajem vedno nastavila. Ne, ampak dobro, se to pol menja hitro, ne. No in tako so čudežna polja nastala, v bistvu osnova za, mislim, jaz sem takrat član, ne. V bistvu edini, ne, vsi so nekaj vmes imeli pa. A ja, da so šli iz benda pa nazaj potem, ali kako? Ja, tudi je bilo malo tega. Ja. Pa vojska je bila tudi vmes, ne. No, seveda. Jaz pa vojski nisem bil, ne. Zakaj ne? Zato, ker sem dovolj pameten. Bravo. Zdravstveni razlogi. 16 dni sem bil, ja. Ja, seveda, kaj pa. Tisto, kar je bilo pač nujno potrebno za to, da si vam prišel. No, v glavnem, tako se je potem začelo in smo zelo resno zagrabili. Tudi Gržina je takrat videl, da smo mi neka resna varianta zdaj in se je šel menadžerja takoj. Tako je postal naš menadžer.
Ja, Ne? seveda. In takoj smo natisnili v Londonu naše letake, pa ne zato, ker bi bilo zato fajn, ker je v Angliji natisnemo, ker so bili tam dosti cenejši. Zdravko pa je hodil na neke menadžerske tečaje v London. Ne. Ja, Aha. ja seveda, ja, on je šolo delal, celo tam neko marketinško. No, Bravo. in smo imeli mi to in to smo bili glavni bolj, ker smo imeli to, v bistvu pa so z vlakom so prišli to ti listi iz Londona, ne. Listki, ja, seveda. Ampak dobro, takrat je London že ni bil taka fata morgana več, jaz sem že bil tudi tam takrat na Deep Purplih, pa vsako leto, menda krene 14 let, sem šel poleti malo. Ampak to ste kmalu po tistem ste posneli Solze, prvo singlico, ne? Ja, najprej smo mi, ko smo igrali v Ljubljani, v Slonu, ki je bil taki plesnjak takrat, ne, tam so igrali tudi ti bendi od Čekeliša, Mirota, kaj so že bili, Veter, pa Predmestje, pa mislim, ti bendi iz tistega cajta ljubljanski so, Tako. so tam špilali, mesečni gaže so Angažma, bile, ne. Vsak bend je igral en mesec, ne, ampak tam je Mularija prišel, tam je bilo tako je bilo, ne, vedno, ne. In potem smo mi tam srečali enega, v Mladinski knjigi je bil neki potnik, ali kaj je bil, ne, ampak se ukvarja to z muziko, malo je rekel, dečki, vi bi snimili pločo, ne. Pa veš, da bi snimili, ne. Je rekel, ajde sutra ćemo snimiti, ne, mi nemamo pesme. Pa sutra ćemo snimiti, hoćete ili nećete, ne. In smo pol celo noč delali, 2 štikla, Solze pa Draga, ti si moja sreča, neke take osnove, neki so že bile, ne, zdaj sem imel za Solze neke, ker je bil Kje pa je on angažiral studio? Kako ste? Akademik, to je on. Akademik. To je on, cak. On je imel neki športni Fiata nekega, tako makino, ko je vsak za njo pogledal takrat, ne. Bravo, vidiš. Ja, in potem smo mi za sarajevski disko smo posneli plato, ne. On je posnetke odnesel, on je trake odnesel in smo mi potem dobili to nazaj, ploščo, ne. Ja. Pogodba, nič, podpis pogodbe je bil, kakšen je bil, karkoli? Ne, nič denarja, nič ono, to si on svoj biznis delal, nihče ne ve, kak je biznis je delal. Glavnem, on je vedel, da je folk bil čist nor tam, da so, mi smo imeli 3 dni naprej rezervirano v Slonu, ne. Ja. To je verjetno on opazil, ne, jaz ne vem, koliko je on teh plat prodal, pa prodajale so vse, ker ljudje imajo danes te plate še marsikdo. Solza je bila uspešnica ali ni? Solze so bile potem na reviji Mladina kot srebrni M smo dobili za njega, pa tudi kot band smo dobili srebrni M. To je bilo tako Viktorji zdaj, ne, isti štos, ne. Tako da je to bilo, mi smo potem tudi v Zagrebu smo zmagali na enem kako je že bil, pop rock Zagreb. Kitarjade? Ja, neke kitarjade so bile, ne. In tam je bila Zdenka Kovačiček pa Diklič so bili v žiriji, recimo, takrat pa smo mi zmagali. Ker smo pač imeli več zborovsko petje, ne. Jaz sem imel tisti moj falzet, ko je stak na hrbet padel, ko ga je slišal, ne. Recimo tudi zaradi tega smo tudi za Sugar Baby Love taki grozni tringel dobili, največji tringel v enem kosu. To da bi dobili za 400 €, za špilete. Sugar Baby Love, v Prekmurju dol neki. Neverjetno. Ja, 400 marke da takrat, no to je isto. Sugar Baby Love, priredbo, cover verzijo od Rubec, ne? Od Rubec, ja. Ja. In ker sem jaz pač to edini zapel spet, ne, in to, ja, on je to vedel tam očitno in... Ampak če se takrat ne bi odločili za posneti, čez noč natrenirati 2 pesmi, bi verjetno se karijera drugače zavrtela. Mislim, da ne. Ne? Mislim, da ne. Ne, ker je, veš, celo obdobje kompletno je nekako šlo tako, da so se že kazale te možnosti, ne. Mi smo pač imeli to srečo, da je pač ta prišel, ker drugače pa je recimo za to založbo Obzorja je RTB snemal, ne, plošče, ne. In smo to že vedeli takrat, to se je že, naša druga plošča pri RTB-ju išla, ne. RTB. Ja.
To je bil ta Mariborčan tudi, ki je bil pri, no kaj je že to založba bila. Eno je bil ZKP, eno je bil pa Bele, Boris? Helidon. Boris Bele je delal pri RTV. Kasneje. A prej pa še en iz Maribora, Ja. je za RTV delal. Ja, ta Kovačič je bil trgovski potnik njihov in on je tam bil Kovačič? Mariborčan. Ja, Boris Kovačič, ja. Mariborčan, ja. On je imel tam roke, mislim, on je bil nepisani šef tam. Ne? Ja. Ja, ker je takrat pri RTB-ju izhajalo veliko slovenske vse to je to. narodno-zabavne, Vse to je to. zabavne, Ja. tudi kakšne rok Ker mogoče. Helidon je bil bolj kot zabavna založba takrat, ne? Ja, To so ja. Avseniki v bistvu obvladovali tudi, ne? In je bila bolj narodno nastavljena, ta ZKP pa je bila bolj na pop muziko, ne? Pa na zabavno, pa tudi umetniško, ne? Ja. Ja. Tam je bil naš producent Teo Korvan, ki je imel bolj te umetniške zadeve prek pa etno, pa to, ne? In v tistem obdobju, v začetnem obdobju ste tudi Beatlese igrali, ne? Cel komplet Beatlesov. No, igrali smo Beatle, ampak ne, mislim, v tistem obdobju smo mi v glavnem nismo delali svojih stvari, razen teh nekaj, ne? Teh štirih, v bistvu so to 4 pesmi, ne? Ki smo jih posneli takrat. Po pa prišlo na tako obdobje, na tako zatišje zaradi teh diskotek in vsega tega, je živa muzika skoraj totalno crknila tudi zunaj, ne samo tu. Diskoteke so strašno prišle. To je druga polovica 70-ih, ne? Ja, to je po 75. Ja, mi smo še takrat smo še v nekaj teh oddajah bili pred tem RTV-jevih, ne. Ne vem, zdaj se ne spomnim, Zlata plošča je bila ena naslov, pa ne vem. Glavnem, to smo prvo tisto kariero našo smo mi kar takrat naredili, ne. Do leta 75 recimo, ne. Tudi tem cajtu. Potem pa so se bendi, ki niso razpadli, večina bendov je tako razpadla takrat, ker niso imeli kšefta nič, ne. Tisti, ki pa nismo razpadli, pa smo se malo tako zavlekli v Fontano recimo, ne. Smo imeli pa one tedenske špile, smo imeli, ne. Vsak teden si na istem placu bil, pa si špilal, ne. In to ste v Mariboru Fontani. Ja, to smo mi na Fontani kar 3 leta, menda tako. Ampak ob tem smo seveda šli tudi, ne. Če je bilo karkoli, ne. Na terenu smo šli igrati, pa je tudi kdo nas nadomestil, oziroma pol je tak diskoteka gor bila, tako da je pač takrat muzika odpadla, ne. Fontana je takrat slovela kot šminkerski plac v Mariboru, ne? Ja, Fontana je bila top, Ja. top, ja. Številka 1, ja. Diskoteka in pa... Pa Habakuk, ne. Ja. To sta bila 2 placa. Ja. No, v glavnem, mi smo pol v tem cajtu tudi začeli malo snemati za Veselo jesen. Na Veseli jeseni smo bili, parkrat tudi neke nagrade smo pobrali. Potem smo bili na Melodijah morja in sonca, a samo to bilo kasneje. Bilo kasneje. No, v glavnem, tu v tem obdobju med 75 pa 80 se ni nič kaj dogajalo, ne. Nič kaj pametnega se ni dogajalo. Potem pa so ubili Johna Lennona 8. decembra 80 in takrat smo mi, ker smo pač to seveda nostalgično povezani bili z njim vsi, je padla pač ideja, nekaj smo se pogovarjali, da bi naredili Beatle, en taki splet Beatlov, ne. In, mikrofonček. Ja. Ne, v redu, ni problema. In smo, ker pač nekaj je bilo treba narediti, ne. Tako je. Nekaj je bilo treba narediti. In smo se zabili v klet in smo pol leta delali samo na Beatlih. Ja, tako je ta In zgodba. nastal je, Aha. ja, in nastal je pa to po par ur na dan. Ja, Po par ur na dan, ne. Ker smo seveda, najprej moraš izbor narediti, pa vse prešpilaš toliko, pa toliko tega, da vidiš, kaj pol skup paše in tako naprej, ne. In no, to nam je pol ratalo in takrat smo potem, ena kitarijada je tu bila v Gradcu in smo tam zmagali s tem Beatles show programom, ne. Pa so bili vse iz Nemčije, pa kaj sem tako, so vse bili bendi. Mi tam zmagamo. Tekmovanje Beatles cover bandov, ali kaj je?
Ne. Mi smo bili edini cover band Beatlov v Evropi, takrat, samo se mi tega nismo zavedali. Mi se tega nismo zavedali. Ja. Ampak očitno pa so se menadžerji zavedali, ki so Ja, tam ja. skakali okrog in so skakali s pogodbami tam pod odrom, Holandija, Berlin, Zürich. Potem smo imeli eno tako ponudbo, smo imeli 20-minutni koncerti po klubih, tam, kjer so Beatli igrali. Ja. Ja, mislim, to je bila ena od največjih napak v našem življenju, da nismo takrat šli. Se pa res nismo zavedali, da smo mi v bistvu prvi, ki smo Beatle naredili v Evropi takrat. Ja, seveda. Oni Madžari so bili dosti kasnejši, pa so bili potem na sprejemu pri kraljici, pa kaj vse ne. In to je bila grozna napaka, ne, ampak dva nista mogla iti. Ne. Zaradi rednih služb ali česa? Ja. Pač, Ja, seveda. osebni razlogi. In zaradi tega pol nismo šli. In to je bila naša največja napaka, jaz mislim, v naši karieri. Ja, finančno bi verjetno. Čudežniški. Finančno bi verjetno. V 2 letih bi bili vsi na rentah. Ja, bi bilo 100%, ker je to bil bil taki boom v bistvu, ne? Mi se tega nismo zavedali takrat. Ne? Ampak ste pa šli potem snemati lastne pesmi, ne? Ja, mi smo se Začetka pol 80-ih. odločili pač tak, ne? Da bomo ostali tu, da ne bomo šli v tujino, ker več teh impulzov z tujine je bilo. Ne? Mi smo tudi imeli varianto Rusija, Avstralija, Kanada, ne? To, kar so pač ti hodili bolj za te naše domske matice, ne? Ampak nikoli nismo šli, ker je vedno nekdo pač ni, ker smo pa neki taki bolj prijateljski bend, pa smo pač to upoštevali, kar je verjetno bila napaka. Ne? In potem prva plošča oziroma prvi posnetek lastne skladbe. Ja, po pa je bilo tako, po pa je, mi smo naredili te Beatle in smo prišli do ZKP-ja. To se je malo pač tako razvedlo po Sloveniji, domislil nas je tudi tisto oddajo svojo, Povabo večer z, pa še v neki drugi oddaji smo bili, pa na drugih televizijah. In se pač to je in potem je začel Robežnik praviti, ja, ti štajerski Beatlesi gor, štajerski Beatlesi dol. Jure Robežnik, ne? Naj neki posnamejo, ne. No in potem so mi naredili 4 pesmi in smo šli v Akademiko posnet takrat, ne. In to je ZKP plača takrat. 16-kanalni Tascam magnetofon. Ja, točno, ja. In takrat smo posneli melodija z drugega LP-ja, Bogi dama. In smo potem pred našim brucom, pa še enega, 4 smo posneli. Aha, pa Ljubo doma, kdor ga ima. To so bile 4 pesmi, s katerimi smo potem šli na te festivale. Na prvi pop delavnici zmagali z Ljubo doma, kdor ga ima. Pol Bogi dama je bil štikl leta na valu 202. Glavnem, pol smo dobili zeleno luč pri založbi kaset in smo začeli delati. In potem smo štancali pač teh 10 LP-ov. Tam na televiziji je en primer enega LP-ja. Kateri je to po vrsti? A ja, tole? Ja. To je 5, menda. 5 LP, Ja, čudežni to pol. je Solice pojdi, to ja. Ga lahko pokažeš, mogoče malo Lahko. kameri. Aha, to je Izvoli 5. kamera. Pa tako je rumena barva je prevladovala na vaših LP-jih. Je to bil Mi smo koncept? bili edini v Sloveniji, ki smo imeli rdečo rumeno kombinacijo, kar smo ugotovili z primerjanjem. Mi smo rekli, kakšni bodo naši plakati, ne? In smo prišli do tega, da je to najbolj kombinacija, ki najbolj vreže, ne? Oči pade, ne? Ker to je tudi namen plakata, ne? No, in za nami so potem prevzeli to barvo magneti iz Prekmurja, ne? Za njimi pa deratizacija. Deratizacija, kdo pa to, kaj pa je? To pa so te kemične firme, ki skrbijo, da ni podgan, pa oni so imeli pol rumeno-rdeče plakate. A to z deratizacijo sem mislil, kakšen punk To je band. Solice pojdi, to so to so te trenerke, no za garderobo smo sami skrbeli vedno, ne? To so te trenerke, ki sem si jih zmislil. In to je bilo potem
uspešno obdobje 10 let, 80, v tem obdobju smo štancali zlate plošče, bili na vseh jugoslovanskih festivalih. Skratka, ena karijera, ko jo lahko marsikdo zavida. Ne? Je pa res bilo, da se je delalo fest. Ne? Vsekakor, jaz kot profi, ostali so bili v službah, jaz kot profi pa sem bil, bom kar rekel, enih 20 let, 24 ur na dan čudež na polja. Ne, in zato so tudi taki rezultati bili, ne da niso drugi tudi kaj naredili, ampak glavno sem bil tista mašina. Eden mora biti motor, ne? Eden je vlečni konj, drugi, vsekakor. Ja. Ampak zdaj mogoče eno vprašanje finančno, recimo, to je prineslo, je bilo smiselno, ste imeli več denarja kot ostale, ki so bili recimo v rednih službah, pa samo to delali? Je bilo? Ja, to moram reči tisto eno obdobje, kaj sem od, kaj bi rekel, od ne takoj po 80, tam od enega 82. Dalje recimo, pa do enega 92. Je bilo res krat nekaj tistih, ki so v službo hodili. Ne? Ja, nekaj kratnik. Nekaj kratnik, ja. Mesečni, ne? Ja. Ti si imel potem status, si plačeval? Svobodnega umetnika, ja, oziroma oni so vmes, ko sem imel ta status, so oni 3-krat spremenili. Enkrat sem bil kulturni delavec, enkrat svobodni umetnik, pa še nekaj je bilo. Pa si sam plačeval prispevke? Sam sem si plačeval prispevke. Ja, in vmes pa sem bil v Melodiji, leto pa pol še v redni službi. Ampak takrat, ko sem šel z Melodije, vem, da sem, pa ni nič hudega bilo, mislim, nisem imel nobenih hudih šefov tam, ampak vseeno ne prenesem, da mi kdo karkoli diktira. Mislim, hočem biti sam svoj gospod, ne? Ja, seveda. In takrat vem, da sem na vratih dal roko sam sebi, pa sem rekel, Slavc, zdaj pa tak. Nikoli več nikogar nad sabo, ok, sekaj, bum, pa sem sekal, sem šel ven in od takrat dalje. Nikoli več v redni službi? Ja, ni. Ja, seveda. Ni, jaz sem taki svoboden človek in antimilitarist in nimam, ne prenesem, da mi kdo kakoli. Saj naredili ste nekaj evergreenov, slovenskih evergreenov, naprimer Poštar zvoni. 6 zlatih plošč. To od tega je, ja. Se to še zdaj vrti? Ja, vse se vrti. Vse, ne? Seveda se vrti. Pa bendi špila, 25 ur sploh špilajo še, ne? Ne? 25 ur, ker se pač tudi za rojstne dneve malo podtaknjeno not, ne? Ja. Še kateri so Poštar 15 ur? Zidam je vsake toliko cajta aktualen, ker si ga kakva firma gradbena prisvoji za reklamo, ne? Ja, potem to so, moja žena je podjetnik, pa Solice pojedi, pa potem I love you, dokler si tu, pa Cvetje v jeseni, Poštar, nekdo igra klavir z Eurovizije, Ana Mari najboljše prodajana naša plata. CD The Best Of je šel potem? S tem naštevanjem teh komadov, kot si zdaj? Ja, šel je ob 20-letnici, ne? Po 20-letnici pa je že bilo vse na mizi, z EKP-a pa vse, ampak ni šlo. Ni takrat več bil trenutek za... Ne, trenutek bi že bil, ampak oni so se preusmerili totalno v drugo, bolj v neke, jaz rečem temu pametne ljubljanske vode, no. Ja, dobro. Zanimiva in mogoče dobra... Iztočnica za to, da povemo, zakaj ni slovenskega popa, ne. To smo v polnočnem klubu že debatirali o tem. Namreč v Sloveniji obstajajo neki lobiji, ki delajo neko glasbo, ki ljudem ne sede. In ker ljudem ta slovenska glasba ne sede, zato poslušajo hrvaško glasbo in seveda drugo jugo in angleško in tako naprej. V glavnem, v Sloveniji ni tistega dovoljenega, tistega popa, ki je bil dovoljen v 80. in 90. letih, ko so ljudje uživali ob slovenski glasbi in je tu pa tam kak Hrvat, recimo Parni Valjak. Torej najkvalitetnejši izvajalci, najkvalitetnejši avtorji. Nekaj je prišlo kot goste in so vsi veselo seveda sprejeli takrat, ne, kot atrakcijo, ne.
Tu ne gre za nek nacionalizem, čeprav razumem. Sploh ne gre za nacionalizem, ne. Gre za to, da zdaj pač ni kvalitetne. Jaz sem prijatelj z vsemi temi jugoscena, ker smo po festivalih skupaj hodili, pa se družili, pa ne, z Dujmiči, pa kaj sem, pa z Oliverjem, pa. Ker pač ni kvalitetne domače ponudbe, je pač na vrsti druga, ne? Recimo na koncert Oliver Dragojevič na Zastojni prišel spet k nam na 20-letnico, ne. Kako to misliš, ni dovoljena kvalitetna pop produkcija? Ne razumem, da bi kdo bi to moral kaj dovoliti? To je tako vprašanje, ker zdaj, če tam en studijski glasbenik v copatih sedi v metroju, pa čaka, da bo kaka prišla z narom, da bo nekaj naredila, pa je on džezira par tistih nekih ameriških tam. Nažalost, Slovenci se svojega popa, ne Slovenci, ampak tisti uredniki, ki bi morali poskrbeti za to, da bi Slovenija imela svojo glasbo, da bi tisti, ki plačujejo naročnine, končno dobili tisto, vse za televizijo enako velja, ne. Ukinjajo oddaje, ki so jih ljudje radi gledali, ne. Ja, samo uredniki mogoče niso toliko krivi. Uredniki so preveč v šolo hodili. Ja, to tudi. In pol mislijo, da morajo biti oni strašno pametni. To je bila zgodba, jaz lahko vse povem, noben nič ne more. Vse to hočemo, to je namen. Jaz nimam nobene dlake na jeziku. Je bil en Prpič. Marko Prpič. Marko Prpič. Je bil en Prpič, ki je delal leksikon glasbe sveta. Ja. Ne? Ok, fajn, super stvar, ne? Ampak on je imel eno vizijo, da je slovenska glasba taka in taka, bi morala biti. In on je z celo svojo ekipo šel eno leto po vseh lokalnih radijih in jim prav mozak, kak naj njihov glasbeni program zgleda. In lokalni zakompleksanci, da ne bi kaj napram Ljubljani narobe naredili, so seveda potem začeli upoštevati ta navodila. Ne? In to se pozna še danes. In zato Slovenci nimamo take glasbe, kot smo imeli v tistem času. Ko je recimo Poštar bil 6 tednov prvi na lestvici na Valu 202. To je danes znanstvena fantastika. Ne? Ljudje poslušajo Val 202 bolj zaradi športa, kot pa zaradi muzike, to sem prepričan. Ja, Val 202 se včasih sliši kot Radio Študent, alternativni radio. Ja, ampak to je radio, ki ga ljudje plačujejo, ki plačujejo naročnino. No, te zgodbe o Marku Prpiču nisem poznal, da je na njegovi turneji po lokalnih radijskih postajah. Vse tega nišče ne ve, to jaz vem, ker sem pač slučajno to videl. To je bilo kdaj? Katerega leta je to? To je bilo leta, ko smo mi naredili Techno Boom Planet in to je bilo leta 94. Ko je Marko Prpič to videl, ta projekt naš, on ni mogel verjeti, da je to možno. Ne? Ker je moja hčera namreč tisti tehno pa to poslušala takrat pred cajtom, pred je to do nas sploh prišlo sem, sem jaz pač neke ideje dobil in to in sem bolj naredili tisto, ko je v bistvu prikaz družbe, prikaz svetovne družbe je v bistvu tisti video naš, ne? In Prpiču se je htelo zmešati, tako se mu je to dopadlo. Njemu se je to dopadlo, samo je pa bilo tako, da je to bilo prehitro, tega ne bi nišče razumel takrat. Mi smo imeli dojenčka, Arabca, župnika, pa prav človeka v tistem, ne? To je bil Techno Boom Planet in iz tistega se tudi razbere vsa družbena razslojenost planeta našega, ne? Moram priznati, da za ta komad nisem slišal, ne poznam ga. Nisem slišal, ne, ker potem, čeprav je bil parkrat na televiziji, pa marsikje, ampak tega ni nišče razumel. Pregloboko je bilo. In tak je pregloboka ta naša slovenska muzika, ki jo danes delajo za ljudi. Enostavno ne gre. Čeprav jaz sem probal to komercialno tako narediti, da so bili ti liki noter, da so ti liki potegnili v bistvu, in da potem preko tega bi nekako se razumelo bistvo tega štikla sploh, ne? No, jaz se strinjam s tabo, da Slovenci in uredniki ne hočejo biti preveč pametni, preveč intelektualci. Po drugi strani pa je tudi to, da kot založnik se ukvarjam z glasbo
imam izkušnje, da glasbeniki sami se nočejo podati v profesionalne vode, v profesionalni način produkcije. Ja. Raje eni zadovoljujejo samo svoje Ja, pa ima drugi vir dohodka. Svoj okus, pa ima drugi vir dohodka, pa je to. Ko pa se ti skomercializiraš, potem pa se moraš prilagoditi na marsikaj, ne? Če hočeš od tega živeti, tako kot jaz recimo živim celo življenje. Zdaj, skomercializiraš ali sprofesionaliziraš. Jaz raje uporabljam besedo profesionaliziraš, da upoštevaš vse profesionalne standarde. Ja. Torej, od tega, da je tukaj timsko delo, da nekdo piše besedilo, nekdo piše glasbo, zdaj, seveda lahko je to ena ista oseba, da medijsko pripraviš zadeve, da pripraviš svoje medijske nastope, svoje intervjuje, stilistika, do videospotov, do celotne zgodbe, do planiranja kariere, vsaj 5 let naprej. Ja, seveda. Ko se začneš to je v bistvu, pogovarjati z glasbeniki, jaz sem menadžer sam sebi celo življenje že, ne. Ja. Sam svoj menadžer, v bistvu, sam sebe prodajam, ne. In vse te stvari so meni kristalno jasne, ne. To drugače ne gre, ne. Ja, drugače se ne da. Se zgubiš, pa se ustavi, pa moraš imeti, normalno imaš neko vizijo, imeti pa neke špure začrtane, po katerih boš delal, ne, pa videti naprej mogoče kaj prinese, pa, ne. Pa možnosti tudi kakšne druge, seveda, vedno se kakšne možnosti pojavljajo nove. Tako da je vprašanje, če so samo uredniki tukaj, ne? Jaz bi tudi na stran glasbenikov in menedžerjev, na menedžerjev in producentov. Jaz samo to rečem, oni so zato tam, da zadovoljijo poslušalstvo. Je tako? Ja. Da zadovoljijo poslušalstvo. Zdaj pa, katero poslušalstvo oni zadovoljijo? Tisti, ki so na državni dudi, kot jaz rečem, pa na teh naročninah, lahko jih ni boli. Oni bo vrteli to, kar njim paše. Ne? Pa si bo en urednik zmislil, ne moramo tega vrteti, ker ni samo na akustičnih inštrumentih posneto, ker je elektronika zraven. To sem že slišal. Ne? To sem že slišal. Kako vezo ima to? Mislim, pa idi Angleže malo tam poslušaj. Jasno. Mislim, vse je možno. Ne? Gre za to, da ti svojo bazo zadovoljiš. Vse teh radijskih postaj danes je dosti, ampak je pač tak, slovenski narod je tak, da bo poslušal Veseljaka, pa Golico, pa kaj jaz vem. Pa če je nacionalka za to tu, da jim vsaj take oddaje. Zakaj potrebuješ Askilni s tisto oddajo, ki je narod bil nor na njo? Zakaj? Ja, to z javnimi mediji je tako, ne, bi lahko primerjavo potegnili kot z javnimi zavodi, ki se ukvarjajo s festivali, ne, v mestih. Vsi pravijo, da izobražujejo publiko. In publiko izobražujejo že 25 let. Na silo. Izobražujejo na silo. In publika še vedno ni, četrt stoletja, publika pa še vedno ni izobražena oziroma še slabše izobražena. Na tak način nikoli ne bo. Ko boš pa ti počasi šel z izobrazbo, tako kot šole grejo, potem pa boš ti to dosegel, ja. Ampak počasi. Ne pa na silo nekaj, neki slovenski jazz filat, tam enemu prekmorcu, tam, ko je v mesnici v službi. Vprašanje, če je sploh smiselno, da kot organizator prireditve, javne prireditve, da v javnosti govoriš, da boš izobrazil publiko, kajti, ko to rečeš, bodo prišli samo tisti, ki se želijo izobraževati. Mislim, festival pa bi ne bil namenjen tudi, festival že v osnovi bi ne bil namenjen zabave, ne? Glasba tudi, ne, osnovnih motivov zabave bi ne bil ples, ne, oziroma glasbe. Zabava, glasba je zabava, ne, glasba je zabava in če ti znaš skozi to zabavo kaj naučiti, ne, to pa postranski učinek lahko, ne, bom zdaj dal en primer, Speedy in Gogi. To je naslednja. Eni rečejo Poden, poznam inženere, poznam doktore, ki so to gledali redno. Zakaj? Ker so razumeli to, ker so razumeli cel štos. Tisti, ko rečejo Poden, pa pojma nimajo, ker niso razumeli tega. Zakaj sploh gre pri Speedyju in Gogiju? Speedy je v bistvu nagajivec kot vsak otrok, Gogi pa je starš v bistvu, kot profesor, starš. In on popravi napake temu otroku in otrok se skozi to nauči, da prav naredi. In to je totalno vzgojni lok. To je totalno vzgojni lok. Ampak eni pač so to gledali tako, ker smo morali pač zaradi komercialnih zadev tudi v kaki lokal iti kdaj kaj pojesti, da so nam plačali, da je sploh lahko laufala.
Ja, ampak v bistvu pa je to Speedy in Gogi je bila pa totalno vzgojna oddaja. Ampak, Ampak oni rajši ameriške risanke prevedejo za $2 in imajo tam Tom in Jerry, ki je totalno nasilje. Dobro, kaj še lahko rečemo, sva že v sedanjem času, uspešne kariere slavca El Kovačiča. Jaz v bistvu Kariera se nadaljuje. Od tiste Yesterday zgodbe dalje, takrat malo predtem sem jaz dobil en navdih. Leta 14, ne? Ja, malo predtem sem dobil navdih, da bi pač naredil zdaj za neko krono svojo glasbeno, ne? Da bi naredil en taki program si, ki bi zajel vse to moje obdobje nekako, ne, to, kar sem jaz predelal pa prešpilal pa. In sem si nadel pač to ime Od Beatlesov do penzije, ker je dobesedno tak, ne. In zdaj še vedno delam na tem, sem imel že kar nekaj nastopov tovrstnih, ne. Najbolj odmeven je bil sigurno tisti v SNG-ju, ko je cela dvorana pela Hey Jude z mano in tako naprej. Glavnem igram stvari, ki jih drugi ne igrajo, imitiram Tino Turner, Joe Cockera, John Lennona in še marsikoga, no. Tudi neki žensk neke. Pesmi Čudežni pol ni v tem repertoarju? Včasih so, včasih niso. Če so, jih vpletem. Ker v bistvu časovno se upadajo tudi, ne, jih vpletem not in takrat se veselo poje zraven vedno, ne. Tako da naši ti hiti so še kako živi, ne. In tudi ko špilamo, mi še vedno špilamo, ne. Ja, seveda, pa vidim tudi, da si v dobri kondiciji. Ja, danes sem prišel na intervju s biciklom. Ja, super, no. Moja draga je kolesarka, tako da se moram malo prilagajati. Tako, vidiš. Zdaj pa mogoče kakšno sporočilo, še mogoče za naše gledalce. Ključna beseda. Imejte se radi, sledite svojim ciljem in vso srečo v življenju. Tako. Slavc El Kovačič. Poslušajte mene, ne? Najlepša hvala za ta CV intervju, pa še kdaj se vidimo. Hvala. Hvala tebi. Hvala vam, hvala Sivi.